Nepremičnine. Nakup in prodaja nepremičnine. Pri prodaji nepremičnine je prodajalec zavezanec za plačilo davka na promet nepremičnin, v določenih primerih pa tudi za dohodnino od dobička iz kapitala. Dohodnina od dobička iz kapitala se ugotavlja le, če je bila nepremičnina, ki se prodaja, pridobljena po 1. 1. 2002. Kaj mora narediti prodajalec? Prodajalec mora vložiti napoved za odmero davka na promet nepremičnin v 15 dneh po sklenitvi pogodbe pri finančnem uradu, na območju katerega leži nepremičnina. Napovedi mora priložiti originalno kupoprodajno pogodbo in dokazilo o lastništvu, če to ni razvidno iz zemljiške knjige. Kadar proda nepremičnino fizična oseba, ki je to nepremičnino pridobila po 1. januarju 2002, je zavezana tudi k vložitvi napovedi za odmero dohodnine od dobička iz kapitala, ki jo mora vložiti v 15 dneh po sklenitvi pogodbe pri kateremkoli finančnem uradu, razen na generalnem in posebnem finančnem uradu. Ali ste vedeli? Plačnik davka na promet nepremičnin je praviloma prodajalec. Lahko pa je tudi kupec nepremičnine, če se prodajalec in kupec tako dogovorita v kupoprodajni pogodbi. Odmera in plačilo davka na promet nepremičnin. Po prejemu napovedi davčni organ zavezancu odmeri davek na promet nepremičnin, 2% od vrednosti nepremičnine. Če davčni organ ugotovi, da pogodbena vrednost ustreza primerljivi tržni vrednosti, izda odločbo v skrajšanem postopku in zavezancu vroči tudi plačilni nalog. Ko davčni organ ugotovi, da je zavezanec plačilni nalog poravnal na pošti ali banki, na originalnem izvodu pogodbe potrdi, da je bil davek odmerjen in plačan. Brez potrdila o plačanem davku na promet nepremičnin namreč ni mogoče overiti podpisov na pogodbi pri notarju in opraviti vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo. Davek na promet nepremičnin je prihodek občine, kjer nepremičnina leži, in se plača na prehodni davčni podračun občine, referenca SI19, presledek davčna številka -14001. Dohodnina od dobička iz kapitala. Davčna osnova za odmero dohodnine od dobička iz kapitala je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi. Stopnja davka, določena v višini 25%, se na vsakih dopolnjenih 5 let imetništva nepremičnine zmanjšuje. Po 5 letih bo stopnja 15%, po 10 letih 10%, po 15 letih 5%. Po 20 letih imetništva nepremičnine pa se tega davka ne plača. Davčna osnova se zniža za 1% normiranih stroškov, za plačan davek na promet nepremičnin ali davek na dediščine in darila, ter za dejanske stroške, ki jih je zavezanec imel zaradi vlaganja v obnovo nepremičnine. Slednje zavezanec dokazuje z računi, zato je priporočljivo, da od dobaviteljev oziroma izvajalcev storitev pridobi račune in jih shrani. Davek davčni organ odmeri z odločbo. Oprostitev dohodnine od dobička iz kapitala. Če posameznik prodaja stanovanje ali stanovanjsko hišo, ki ima največ 2 stanovanji s pripadajočim zemljiščem, kjer je imel stalno prebivališče in ga je imel v lasti, ter je tam dejansko bival vsaj zadnja 3 leta pred prodajo, je zavezanec samo za davek na promet nepremičnin, 2% davek, ne pa tudi za dohodnino od dobička iz kapitala.